Peter, pozdravljen. Še en krog pogajanj o reševanju grške krize se je končal brez preboja. Čas se izteka, kje je še prostor za popuščanje? Ja, pred nami so gotovo dramatični dnevi. Čeprav je položaj videti nekako brezizhoden, je do konca meseca, ko se izteče grški rešilni program, še nekaj časa. Grčija povsem očitno igra na karto političnega sporazuma, ne? Tako bi se lahko ognila strogim pravilom, zahtevam treh institucij. Znesek, ki še loči obe strani do kompromisa 2 milijardi evrov, je razmeroma majhen. Mislim, da je večja težava, da Grčija zavrača reforme, s katerimi bi se vsaj v očeh upnikov lahko na dolgi rok postavila na noge. Mislijo, da bodo nekako v dilu z vodilnimi politiki na čelu z nemško kanclerko, ki imajo širšo politično in geostrateško sliko, lažje iztržili več in se zavezali k manj bolečim reformam. Nezanemarljive so tudi razlike med samimi institucijami. V IMF opozarjajo, da bi preveliko popuščanje pri varčevalnih ciljih na drugi strani pomenilo, da bo Grčija potrebovala še več finančnih injekcij in prestrukturiranje dolgov. Da pa bi Atene lahko dobile odpustke pri odplačevanju visokega dolga, bodo najprej morale pokazati zadostno politično voljo za odpravljanje glavnih napak sistema, ki je državo pahnil v krizo. Zadnje čase se veliko govori o Grexitu. Vidiš ti to kot resnično možnost ali zgolj metodo pritiska na Grčijo? Ja, to je težko reči, nekaj elementov obojega je. Ne? S tem, da je Grexit še vedno bolj teoretični scenarij v nekem povsem skrajnem primeru, bolj realna nevarnost bi bil bankrot. Je pa treba povedati, da je nezadovoljstvo z ravnanjem Ciprasove vlade med upnicami veliko. To morda v Atenah podcenjujejo. Mnogi evropski politiki, ki so bili doslej bolj prizanesljivi do Grčije, denimo nemški socialdemokrati, so se ob spoznavanju Ciprasove ideološke trme streznili. Sirizino pričakovanje, da imajo v Grčiji nekakšno naravno pravico do višjega življenjskega standarda, kot ga dopuščajo gospodarska gibanja, plačevati pa bi ga morali davkoplačevalci v drugih članicah, ne more biti realistično. Navsezadnje tudi v samih upnicah voditelji demokratično odgovarjajo svojim volivcem. Mislim, da je veliko odvisno od razvoja v prihodnjih dneh. Če bi ECB recimo zaprla pipo za financiranje grških bank, bi se najbrž hitro sprožila nova dinamika, podobno je bilo pred 2 letoma na Cipru. Ne bi smeli pozabiti tudi, da grško javno mnenje zahteva sklenitev kompromisa in želi obstanek Grčije v evru. Ne? Pod Ciprasovo vlado je Grčija spet padla v recesijo, državna blagajna je prazna. Ne znam si predstavljati, kako bi Sirizina vlada lahko preživela bankrot, kaj šele Grexit. Če vendarle pride do bankrota in do Grexita, kakšne bi bile to posledice za Grčijo na eni strani in Evropsko unijo na drugi? Mislim, da bi bil Grexit velika polomija. Ne? Pokazalo bi se, da Evropa ne zmore urediti razmer niti v razmeroma majhni članici. Pokazalo bi se, da projekt evro ni reverzibilen, kot je bilo predvideno ob njegovi uvedbi. Sam kontekst, to rusko ravnanje v Ukrajini, begunska kriza, to se je samo po sebi zelo zgovorno glede položaja Evrope. Tudi nadaljni razvoj v Grčiji in v območju evra bi bil neprevidljiv, napak se ne da odpravljati za nazaj. Ne? Za samo Grčijo bi bil vsekakor po prevladujočih ocenah Grexit pod katastrofo. Življenjski standard bi se strmo znižal, podjetja in gospodinjstva, ki imajo dolgove v evrih, bi propadla. Ne vem, kako bi lahko uvažali kopico stvari, denimo zdravila. Če tudi kar nekaj ekonomskih strokovnjakov misli, da bi bilo za Grčijo in njeno gospodarstvo na dolgi rok pravzaprav bolje, da spet uvede drahmo, se je politika poskusila ogniti temu scenariju. Ne. Vprašanje pa je, ali res za vsako ceno. Ne. Tudi Cipras namreč igra na karto, da bodo upniki soočeni z resno grožnjo bankrota, ki bi lahko pripeljal do Grexita, postali bolj popustljivi. Predsednik Evropske unije Juncker je pretekli konec tedna več članic Evropske unije, med drugim tudi Slovenijo, izpostavil kot glavne nasprotnice popuščanja Grčiji. Kaj je razlog za takšno stališče slovenskih oblasti? Ja, veliko odvisno seveda od optike. Slovenija med članicami območja z evrom ni nobena izjema. Ne. Razumevanja za Sirizino vlado, za njeno ravnanje, za njeno recimo izzivanje
nima več nobena članica. Ne. Če se boste pogovarjali, da nimo s Finci, boste takoj ugotovili, da ne morejo razumeti logike, po kateri bi morali dajati še več denarja Grčiji, ne da bi bila Siriza pripravljena resno odpravljati vzroke za krizo. Tudi južne države, od Italije do Portugalske, vse so morale izpeljati številne reforme, tudi na pokojninskem področju in so vse po statistikah uspešno na poti iz krize, pri njih ne vidijo nobenega razloga za popuščanje. Ne. Skupna logika vseh pa je, da po veliki solidarnosti z Grčijo v zadnjih letih vsi pričakujejo, da Atene same kaj naredijo in prenehajo obtoževati vse okoli sebe za položaj, v katerem so se znašli. Hvala za odgovore.